Ok, čau, Uroš tukaj iz Kimitar Running Academy. Evo, danes bom govoril o tekaških nahrbtnikih. O različnih tekaških nahrbtnikih, jaz jih kar veliko uporabljam, pa ne samo tekaške nahrbtnike, zato bom danes predstavil v bistvu, kaj se najde v moji omari. Pa ene 3 take kategorije najpogostejših pripomočkov, bom rekel, ne samo tekaških nahrbtnikov, s katerim lahko s sabo na tek vzamete dodaten sloj oblačil, neko prvo pomoč, hrano, pijačo, fotoaparat, telefon, osebne dokumente, ključe in tako naprej. Tekaški nahrbtnik ne pride prav samo na dolgih tekih, recimo, ne vem, če greste teč 30-40 km na trail teku ali pa na cesti, ampak pride prav recimo tudi v poletnih dneh, če tečete v dolinah, kjer je zelo vroče, pa ne veste, če boste tekli mimo kakšnega vodnega vira, kjer boste lahko recimo pili, pa s sabo rabiš nositi kakšne pol litra vode, pride prav tekaški nahrbtnik, kakšna torbica. Po drugi strani, če greš recimo tudi v poletnih mesecih iz doline na hrib, recimo če narediš 1000 metrov vzpona, se dvigneš, ne vem, na vrh visok 1500, mogoče 2000 metrov, so tam vremenske razmere čisto drugačne. Konec koncev pa nikoli ne veš, kdaj boš potreboval tisti obliž, tisti povoj, mogoče telefon, ne vedno samo za fotko na vrh hriba, ampak mogoče včasih tudi z njim bomo poklicati kakšno pomoč. In takrat boš vesel, da imaš mogoče kakšen gram s sabo na hrbtu več, pa da imaš tisti nahrbtnik, v katerega lahko te stvari spraviš. Konec koncev nekak razvoj tekaških oblačil gre vse v smeri, da so žepi vedno manjši, telefoni na drugi strani vedno večji. Včasih v navadne tekaške pajkice sploh več nimaš kam dati telefone, ne rabiš neko stvar, v katero lahko to stvar vtakneš. Pa gremo kar s prvo kategorijo, in sicer klasični tekaški nahrbtniki. Narobe je bil obrnjen. Evo, jaz sem tukaj pri sebi vzeli en tak klasični tekaški nahrbtnik, Salomonov Agil 12 litrov. Klasični tekaški nahrbtniki ponujajo zelo veliko prostora, zdaj ali je to v enem samem takem večjem prostoru, ali je zadaj razdeljeno na manjše prostore. Ponavadi imamo noter dovolj prostora še za kakšen meh, ali je to litrski, liter pa pol, 2-litrski, cevka potem speljana spredi, s katero lahko pijemo. Včasih imajo tudi kakšne dodačne žepke spredi, kamor lahko dodamo kakšne flaške. Recimo soft flask, ki grejo v ta del in na ta način lahko mogoče malo hitreje dostopamo do vode oziroma lahko hitreje ponovno napolnimo te bidone, ker je konec koncev kamelo noter malo težje, v bistvu moraš dati ruzak dol, moraš vse ven vzeti in tako naprej. Dovolj prostora, kot sem že rekel, za kakšno prvo pomoč, za telefone, za jakno, za kaj hrane, kakšno čokoladko. Ga pa sam recimo ta klasični tekaški nahrbtnik uporabljam za teke, kjer imam recimo dovolj časa, kjer se mi ne mudi, kjer lahko enostavno pač ruzak vzamem dol, se ustavim, vzamem ven, kar pač rabim, zato se ta nahrbtnik tudi lepo odpre zelo na široko. Oblečem, slečem in grem potem počasi naprej. Gremo kar k drugi kategoriji. Tekaški brezrokavniki bi lahko rekli. Še vedno gre za recimo tekaške nahrbtnike, mogoče so večkrat bolj tekmovalno naravnane zadeve, ampak se oblečejo bolj kot nek brezrokavnik. Se pravi, velikokrat pride tudi v številkah, tako kot ostala oblačila, se pravi v številkah S, M, L in tako naprej. Zakaj? Zato, da omogočajo kar se da najboljši fitting. Še vedno je veliko prostora tudi zadaj, da se gre nota kakšna jakna, prva pomoč z obliži, flaštri, povoji. Kar je pa prednost teh tekaških oziroma takih bolj brezrokavnikov oziroma bolj race tekaških nahrbtnikov, je pa ta, da imajo veliko žepkov na sprednji strani. Sicer za vodo, tukaj so potem tudi elastični žepki, recimo za kakšne energijske ploščice, gele, za telefon. Tu so tudi recimo dostopni tele stranski žepki, kamor grejo recimo robčki, še vedno noter, vedno morajo biti noter. In je v bistvu vse zelo dosegljivo na dosegu rok med tekom. Se pravi, lahko piješ vmes, lahko poješ, konec koncev se lahko med tekom tudi oblečeš, ni se treba ustavljati. Se pravi, če imam jakno zadaj, enostavno primem,
Vsi žepi so dosegljivi, brez da bi rabili tale nahrbtnik oziroma brezrokavnik slačiti. In to je tudi največja prednost teh tekaških brezrokavnikov oziroma bolj res nahrbtnikov, da so narejeni, da so vse stvari dostopne, kar se da enostavno in hitro. So veliko lažji, po drugi strani pa, ker so sestavljeni iz takih lažjih materialov in bolj v bistvu načrtovani, tudi precej dražji. Tretja kategorija so pa še razni tekaški pasovi. To zdaj v bistvu tale moj pas zgleda bolj kot nek trak za na glavo, ampak ne, ni. Je v bistvu čisto prav tekaški pas, kamor gre noter presenetljivo veliko. Tam si okoli pasu, najte dobro pozicijo, da ne gre to bolj okoli trebuha, ampak bolj okoli medenice. Še vedno potem omogočajo veliko recimo prostora za razne drobnarije, kot so ključi, osebni dokumenti, zdravstvena kartica, telefon, pa na koncu tudi nekaj prostora, da spravimo van tudi recimo pol litra vode ali pa 2 deci vode. Zato so takšni tekaški pasovi, ki omogočajo shranjevanje ali mehkih flašk ali trdih flašk, primerni recimo za krajše teke, za vroče poletne dni, ko rabite tudi za tisto uro recimo sabo vzeti kakšnih 2 deci vode, ali pa če ste recimo navajeni, da imate sabo nekaj za spiti, za poplakati, kak požirk 2, so pa takšni pasovi super stvar, da ne rabite recimo oblačiti ruzlaka, že tako vam je polet vroče, še ruzlak čez je to, kot da bi še en sloj oblačil oblekel. Včasih pa tale trak okoli pasu, pa veliko manj vplivaš na recimo pregrevanje telesa. Tekaški nahrbtniki so konec koncev v bistvu sploh v trail teku zelo en tak nepogrešljiv del opreme, moraš jo imeti. Kakšnega rabiš, je pa zelo odvisno od stvari oziroma od distanc, ki jih tečeš. Najlažje pa ugotoviš, kaj potrebuješ s tem, ko greš teč. Se pravi, greš teč in med tekom opaziš v bistvu, kaj ti manjka, kakšen nahrbtnik bi lahko imel, kaj ti je preveč, kaj ti je premalo. Zato vam recimo priporočam, da ko začnete recimo razmišljati o tekaškem nahrbtniku, mogoče kot prvo razmislite o kakšnem cenejšem tekaškem nahrbtniku, ki vam bo mogoče dal en tak vstop v pogled, kaj od tekaškega nahrbtnika sploh vi rabite. Da se ne zaletite z glavo in pol ugotovite, da ste kupili nahrbtnik za 200 evrov, pa od tega niti ne rabite. Tako da za začetek recimo kupiš cenejši nahrbtnik in potem vidiš v bistvu, katera stvar ti pride prav, ali je boljše, da imaš žepke spredi, ali imaš raje tekaške brezrokavnike, imaš raje tekaške nahrbtnike, da imaš več prostora, da imaš dovolj časa, da vzameš dol. Ali pa konec koncev, da zelo malokrat potrebuješ toliko stvari, da rabiš sploh tekaški nahrbtnik, ampak je pas za okoli pasu že čisto dovolj. Tako da, če imaš kakšno vprašanje, lahko napišeš na e-mail na info@kimital.si, lahko tudi meni direkt. Ne pozabite se tudi prijaviti pa subscribati na naš YouTube kanal, kjer na tedenski ravni pripravljamo video vsebine na temo teka, trail teka. Ne pozabite pa tudi si pogledati naše Facebook strani, Instagrama, spletne strani, kjer prav tako najdete veliko tekaških vsebin, tako da vabljeni k branju in všečkanju.